Osteoartritis je bolezen, ki se pojavlja tako pri ljudeh kot tudi pri živalih. Pomeni, da je prišlo do težav s propadanjem sklepnega hrustanca. Hrustanec, ki začne propadati zaradi degenerativnih sprememb, se zamenjuje s kostnino. Kostnina pa vemo, da je trda, da je bistveno bolj gosta, in če si predstavljamo, da se drgne kost na kost kot sklep, potem pomeni, da ni več tistega amortizerja, ki bi blažil bolečino, ki bi blažil vse gibe, in pomeni to, da se dejansko na tistem področju naredi vnetje. Vnetje kot tako, katerikoli del telesa prizadene, pa pomeni, da se tam pojavi bolečina. Zato je seveda to težava, ki se bistveno več pojavlja pri starejših živalih, pri starejših ljudeh, ne glede na spol, ne glede na velikost. Je pa morda dejansko nekoliko večji odstotek mačk tistih, ki so večje velikosti, večje teže, recimo kakšne Maine Cooni, norveške gozdne mačke, in tega je sigurno pri njih zagotovo več kot pri malih drobnih pasmah. Dobro vprašanje, zakaj jih zamudimo, zakaj jih spregledamo, zgrešimo? Zagotovo zato, ker so mačke popolnoma drugačne v komunikaciji z nami, kot so pa recimo psi. Niso tako zelo aktivne z drugimi živalmi, da bi lahko primerjali, kako se nekdo obnaša, kako se drug obnaša. In mimogrede, predvsem v njihovi poznejši starosti, lahko spregledimo. Mislimo, da je mačka stara, da je mačka lena, da morda ni več dovolj igriva, in enostavno spregledamo, da so lahko zadaj za tem neke zdravstvene težave. Mačke so zagotovo neka specifika, kar se tiče naših hišnih ljubljencev. Njihovo gibanje je popolnoma drugačno, kot je pasje. Pri tistih mačkah, ki so navajeni, da skačejo z višine na tla in obratno iz tal na višino, preskakujejo neke omare in to, bomo prej po čepanju opazili, da morda muca malo okleva pri tem, ko bi se odrinila, da malo spogleduje, če bo zmogla to višino, ali pa dejansko, če jo mi pomagamo in na neko prostor jo namestiti, bo gledala dol, pa bo zelo oklevala, ali bo skočila ali ne. To bo znak, ki bo večkrat pokazal težave s sklepi, kot pa samo šepanje. Mačke enostavno, tudi če imamo mi zelo velik prostor, velike stanovanjske površine, hišah, na vrtih, kjerkoli, bojo manjkrat šepale, manj bodo pokazale te gibalne težave kot pa psi. In zato dejansko je tudi osteoartritis tista težava, ki jo velikokrat, ko smo rekli, spregledamo, ne opazimo oziroma in nehote morda ne posvečamo dovolj pozornosti. Poleg težav s sklepi se najbolj pogosto pri mačkah pojavljajo težave z ledvicami, to se pravi kronično obolenje ledvic. Pojavlja se prekomerno delovanje ščitnice, nekatere mačke imajo težave s sladkorno boleznijo, pa morda bi v to skupino lahko tudi navedli težave z jetri, predvsem pri tistih mačkah, ki postanejo morda malo manj pridne, kar se tiče prehrane, mogoče malo bolj zbirčne. Vemo, da takrat telo, kadar ne dobi dovolj hrane, išče svoje zaloge maščobe, in to so jetra. In dejansko je v nekaj dneh lahko že muca postala zlatenčna, zato ker ni pojedla dovolj hrane, ki bi jo morala količinsko dnevno zaužiti. Težav s kožo je v bistvu različno veliko. Vedeti moramo, da imamo pri mačkah dve skupini, to se pravi mačke, ki živijo samo notranje življenje, in mačke, ki imajo zunanje življenje, oziroma tiste kombinirane, ki se poslužujejo obeh načinov življenja. Pri zunanjih mačkah je zagotovo več težav, kar se tiče zunanjih zajedavcev, to se pravi bolhe, klope, garje, pršice, uši, sploh če niso lastniki dovolj vestni in ne nudijo mačkam redne mesečne zaščite proti tem zajedavcem. Potem so morda zunaj večkrat vidne kakšne poškodbe, muca je le terenska žival, pleza, plazi se. Kar se pa tiče notranjih mačk, pa večkrat opazimo težave v smislu tega, da so suhe, puste, prhlajaste kože, srbeče površine telesa, mačke postanejo nervozne, se večkrat ližejo, večkrat umivajo. Posebna skupina so pa tako imenovani psihogeni dermatitisi, to se pravi tisti, ko se mačke dobesedno zližejo do gole kože, lahko celo do žive rane, enostavno morda zato, ker jim je postalo dolgčas, ker imajo neke psihične probleme, težave v družini, nekdo prišel, nekdo odšel, kakšen nov hišni ljubljenec, skratka. Mačke so načeloma živali, ki živijo raje same kot pa v skupini, in jim dejansko taka velika družbena razmerja niso najbolj pogodna in velikokrat potegnejo za sabo pri mačkah ogromno stresnih situacij. Veliko lastnikov pove, maček se je kar nenadoma začel praskati, maček je kar nenadoma začel lulati po stanovanju, odklonil hrano. Skratka, vse to gre v kontekst neke psihogene težave, ki se je pojavila pri mački. Antinol zelo dobro že poznamo v naši veterinarski praksi.
tako lastniki psov kot tudi lastniki mačk, ker je pri mačkah malo bolj zanemarjeno to opazovanje, kdaj opaziti muco, kako šepa. Morda smo malo v zamudi glede tega, kako so ga že lastniki mačk začeli uporabljati. Antinol so visoko nasičene omega-3, omega-6 maščobne kisline, proizvod zeleno-ustne školjke. Teh kislin je dejansko veliko, vemo, da so te kisline esencialne, to pomeni, telo jih samo ne more proizvesti, najdemo jih v ribah, ribjem olju, školjkah, kot smo rekli, nekaterih algah, nekaterih oreščkih, nekaterih semenih. Omega-3 so tiste, ki velikokrat povzročajo veliko težav v telesu. Kot smo rekli, je lahko to sprememba na koži, suha, pusta, nekakovostna dlaka, srbeča površina kože, dlaka izpada. Kot rečemo, so naši hišni ljubljenci, naše mačke takrat morda neuglednega izgleda. Omega-3, omega-6 maščobne kisline pomagajo pri uravnovesju krvnega tlaka, pomagajo pri težavah z vidom in pa seveda delujejo na osnovi tega, da pomagajo kardiovaskularnemu sistemu, podprejo bolezni ledvic, bolezni srca. Tisto, kar je pa morda najbolj pomembno in največkrat tudi pri antinolu poudarjamo, tako pri psih kot pri mačkah, pa je to, da so to dejansko neko naravno mazivo za naše sklepe, s katerimi preprečujemo oziroma pomagamo omiliti starostne težave sklepov. Vemo, da v starosti začne propaditi hrustanec, pojavljajo se starostne degenerativne spremembe, namesto hrustanca se pojavlja trdo, ostro, koščeno tkivo, ki je seveda absolutno bolj boleče, pojavi se večja iritacija na sklepu, posledično vnetje in bolečina, in antinol je tisto sredstvo, ki nam pomaga te težave omiliti, zmanjšati, ublažiti. Antinol je v obliki kapsul. Pri tistih mačkah, ki dejansko ne marajo vonja ribe, ribjega olja, se zna zgoditi, da bi se lahko pojavila težava. Večinoma psov antinol z užitkom in zelo hitro pogoltne. Lahko ga sicer tudi vmešamo v hrani, mačke pa vemo, da so malo specifične živali in jih morda malo težje prepričamo, da bi bilo nekaj za njih dobro, če njim to ni všeč. V takem primeru, ko kapsule ne želijo zaužiti, jaz enostavno kapsulo vzamem v roke, jo prebodem šivanko z injekcijsko iglo in jo zmešam v hrano. Pri tistih, ki pa so, tako kot sem rekla, malo občutljive na ribe, se pa dejansko da mogoče malo večji delež tiste beljakovine, ki jo mačke obožujejo, in se potem kapsula brez zadrege popolnoma razgubi okus in vonj v njihovi prehrani. Je pa res, da je kapsule treba mešati v mehko hrano, ali v paštete, ali v vrečke, ki imajo koščke mesa. Po briketih to dejansko ne gre, oziroma je mačko zelo težko prepričati, da bo zaužila nekaj, kar se je na briketu upilo zraven, pa nikoli potem ne vemo, koliko je tega dobila, zato ker se zelo veliko tega potem porazgubi po posodici. Tako da mehka hrana, kapsulo predremo, stisnemo in je naloga opravljena. Jaz mogoče ne bi rekla, da je obisk pri veterinarju nujen samo za starejše živali. Mi dejansko živali spremljamo že od njihovega vstopa v novo družinsko okolje. To se pravi, k nam prihajajo mladiči stari 2 ali 3 mesece in seveda potem jih spremljamo celotno starostno obdobje. S tem tudi lahko spremljamo njihovo zdravstveno stanje, priporočamo različne oblike zdravstvenih terapij, če so potrebne, in pa seveda uporabo določenih prehranskih dodatkov v seveda določenem starostnem in seveda določenem zdravstvenem obdobju. Preja mačka zagotovo potrebuje nekaj drugega, mlada smrkla mačka potrebuje nekaj drugega, stara mačka nekaj drugega in dejansko jih pač tekom njihovih življenjskih obdobij spremljamo v naših veterinarskih ambulantah. Vsaka zdravstvena težava, vsaka zdravstvena zadrega ali morda nekaj, kar lastniku ni znanega, kar za lastnika zaskrbi, je povod, da lastnik ali pokliče svojega veterinarja oziroma da se živaljo oglasi v ambulanti, kjer se lahko pogovorimo in ugotovimo, kaj je z muco narobe in temu posledično tudi postavimo diagnozo in terapijo.